Spoštovani, kakšnega velikega auditorija ni. Dovolite, da napovem sporočilo za javnost glede udeležbe do 16. ure. Z mano je tudi namestnik predsednika Državne volilne komisije, gospod Peter Golob, in če smo nekako točni 15 do 1, bi prosil kar namestnika predsednika, gospod Golob, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav v imenu Državne volilne komisije. Direktorja bom malce popravil, kakšna bo udeležba ob 16. uri, še ne vemo, ob 11. pa imamo podatke. No, ob 7. uri se je odprlo okrog 3200 volišč, udeležba. Ob 11. uri je bila po poročilih, mislim, da so poročila poslale vse okrajne volilne komisije, 15,43%, kar je okrog 264.000 volilnih upravičencev. Samo za primerjavo naj povem, da je na predčasnih volitvah v Državni zbor leta 2011 glasovalo do 11. ure 18,63%, leta 2008 in leta 2004 pa 19%, se pravi, udeležba je malce nižja kot pred leti. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Novo mesto, in sicer skoraj 17% in najnižja v volilni enoti Ptuj, malce več kot 14%. Nismo prejeli kakšnih obvestil ali poročil o kakšnih posebnostih na voliščih, tako da bi tole tiskovno konferenco zaključil. Hvala lepa. Mogoče kakšno vprašanje? Ne. Hvala lepa. Dober dan, začnemo drugi del. Prosil bi kar namestnika predsednika, gospoda Petra Goloba, da poda poročilo o udeležbi do 16. ure na voliščih v Republiki Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Pravičilo za zamudo. Skušali smo zbrati čim več podatkov oziroma informacije iz čim več okrajnih volilnih komisij. Do 16. ure je na območju Republike Slovenije glasovalo 35,58% volilnih upravičencev, kar znaša malo več kot 609.000 volilnih upravičencev. Za primerjavo, leta 2011 je do iste ure glasovalo 43%, leta 2008 46% in leta 2004 42% volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila v prvi volilni enoti Ljubljana center 37,60%, najnižja pa kot običajno v volilni enoti Ptuj 33,5%. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne. Ni, hvala. Hvala. Spoštovani, tokrat, kot vidno, sem prvi, ki je prišel v to medijsko središče. Na začetku torej bi se zahvalil vsem tistim, ki so kljub vsemu, kar se je dogajalo, verjeli in dali glas stranki Verjamem. Zahvalil bi se torej vsem volivkam in volivcem. Bi pa seveda iz srca želel čestitati zmagovalcu, dr. Cerarju in njegovi stranki. Prepričan sem tudi glede na večino oziroma na število glasov, ki jih je dobil, da ima priložnost, ki bo nedvomno izkoristil, sestaviti vlado, ki bo stabilna, ki bo dolgoročna in ki bo Slovenijo peljala ven iz krize, torej navzgor, ker ta mrtvi tek, ki ga živimo zaradi dvojnih volitev, se torej mora ustaviti in začeti moramo z
vsemi aktivnostmi, ki so potrebni za to, da izboljšamo naš mednarodni ugled in pa seveda zaupanje ljudi doma. Sam seveda bom aktivno deloval kot evropski poslanec, pri tem zastopal interese Slovenije in kolikor bo seveda tudi v moje pristojnosti sodeloval z tudi vlado, predvsem v tem delu za projekte, za katere menimo, da so potrebni za Slovenijo, predvsem tudi na tem finančnem, notranjem trgu, energetskem in pa seveda tudi na kmetijskih vprašanjih. Pred nami torej so leta izzivov in tudi sodelovanje seveda z Evropsko unijo in evropskimi inštitucijami je tu toliko bolj pomembno. Torej še enkrat hvala vsem za zaupanje, tisto, ki se nam je izkazalo, vsem tistim, ki so dali glasove stranki Verjamem. Stranka Verjamem seveda teče na dolge proge, nismo instant stranka in gremo pogumno naprej in hvala torej vsem našim kandidatkam in kandidatom, ki so pustili srce na terenu in v danih okoliščinah dali seveda vse od sebe. Hvala. Dober večer vse skupaj. Najprej iskrene čestitke državljanov, ki so prišli na volišča v tem poletnem času. To je zame lepo presenečenje. Potem iskrene čestitke Miru Cerarju na izjemni zmagi. Želimo, da se stavi dobro vlado, stabilno vlado, da prepelje Slovenijo iz krize. Zdaj ima priložnost, da število sedežev, da je ta vlada stabilnosti in ne kompromisov, kajti zadnje 3 vlade so bile vlade kompromisov in pogledajte, kam je prišla Slovenija. Sam osebno še trdim, da smo imeli na področju gospodarstva najboljši program, edini možnost za izhod iz krize s točnimi datumi, pa če državljani tega niso prepoznali in se zahvaljujem tistim, ki so dali glas pozitivni Sloveniji. Enako bi povedal tudi, če bi prišli čez parlamentarni prag, kajti moja želja je bila, da aktivno sodelujemo v oblikovanju te gospodarske politike in to s 5 ali pa 4 poslanci niti ni možno. Zame to je poraz, glede na volitve leta 2011, za ta poraz sem jaz kriv sam. Zahvalil bi se mojim sodelavcem na izjemnem delu. Mi smo v tem času pripravili program, šli na teren, imeli dober odziv v podjetjih, pri ljudeh, po različnih krajih, ampak danes je končna anketa, končni rezultat in to nekaj dodati. Še enkrat hvala vse skupaj za zaupanje in pa na koncu srečno Slovenija. Odgovarjal sem že, pa bom tudi to povedal, najlažje zdaj reči, da odstopam in to bi bilo zame tudi najlažje in najbolje, ampak moj dogovor, glede na moje leta, ki jih imam, da najprej prespim in dogovoril sem se s svojimi kolegicami v stranki, da se najprej skupaj pomenimo, kaj želim naprej, pa mi sporočim svojo odločitev, potem pa medijem. Gospod Janković, mogoče samo še komentar na izjavo SDS-a, namreč državljane pozivajo k nepokorščini in ne bojo se aktivno tako rekoč udeleževali vseh državnih zborov. Pravzaprav od SDS-a to drugo ni pričakovati. Najprej hoče zamenjati sodstvo, zdaj enostavno bo menjal že parlament, ki niti ni sestavljen. Bojim se, da bo hotel tudi zamenjati državljane. In mislim, da je to nespodobno. Treba priznati, kadar je nekdo poražen. Rekel bi, zame to čustveno tako boleče, kot verjetno za Skolarja, ko je zdaj zadnji 2 tekmi izgubil z 10-1. In podobni koži sva, in jaz bi tudi prosil SDS-ove predstavnike, da spoštujejo to našo ustavno ureditev, da spoštujejo voljo državljanov. Oni so le dobili 19 poslank in poslancev, so stranke, ki je na tem področju 25 let in to je bistveno zelo nami. Jaz še enkrat na ta izid, pa je zame boleč, nimam kaj dodati, ker smo izgubili pošteno. Hvala lepa. Jožef Jarh, predsednik stranke Enakopravnih držav, Enakopravni državljani. Nastopam kot kandidat na listi Enakopravni državljani naprej Slovenija. Naš rezultat je zelo slab, vendar predviden zaradi tega, ker so te volitve absolutno kupljene z davkoplačevalcev in z načinom zadolževanja brez soglasja slovenskega ljudstva, brez referenduma, in to že zadnjih 10 let.
je ves čas vprašanje kupljenih volitev. Streznitev bo nastopila v hipu, ko bo Bruselj začel pogojevati kakršnokoli nadaljevanje denarja, tako za javne uslužbence, kot tudi za pokojnine, na osnovi strukturnih sprememb. Zato menim, da takšne volitve niso odraz realnega stanja, niti odraz realnega poročanja medijev o tem, kaj grozi Sloveniji. V tem primeru, če se bo politika zadolževanja nadaljevala z takšnim tempom in z takšnim načinom, kot se je do sedaj zadnjih 5 let. Menim, da takšna vlada ne bo mogla zdržati, saj bodo ljudje prisiljeni v spremembe obnašanja tako, da bodo tudi ulične demonstracije in zahtevali čimprejšnje spremembe v smislu tega, da se vrne nakraden denar iz davčnih oaz in za tem denarjem se odpira nova delovna mesta. Sedanji mandatar, kot kaže, očitno v svojih nastopih ni povedal, kako priti do tega denarja za nova delovna mesta. Ključne podatke o tem, kako se dvigne gospodarska rast, ne pozna in jih navaja. Mora bi vprašati dr. Marko Kosa, zakaj je Slovenija zadnjih 20 let degradirala v industrijsko zaostalo državo, nekonkurenčno državo, in menimo, da je to ključni problem nove vlade. Nova vlada se mora absolutno strezniti in predstaviti problem takšen, kot je v resnici. To pomeni hudo pomanjkanje kapitala za gospodarsko rast, za prestrukturiranje tistih podjetij, ki so danes bodisi ogravljena, bodisi niso sposobna upravljati tako državnih podjetij, kot tudi neprivatnih. Vrsto strukturnih sprememb bo potrebnih, če hočemo, da se Slovenija začne lepiti od tal. Mislim, da je zdaj prilepljena in da nas ne čaka nič dobrega, če se bo takšna politika, kot je Alenka Bratušek imela. Poleg tega pa seveda tudi pri tem gospod sedanji predsednik Borut Pahor. Menimo pa, da seveda tudi stranke pomladi niso ustrezno izvajale svojih programov, bile so v sodelovanju privatizacije in prihvatizacije zadnjih 23-24 let bez soglasja ljudstva in tudi vsako zadolževanje mimo tega instrumenta, ki se imenuje demokracija, mimo referenduma in ukinjanje političnega sistema, v katerem se je referendum izbrisal iz ustavnih pravic, človekovih pravic, pomeni seveda samo odmik od reševanja problemov, v katerih se Slovenija nahaja. Čisto preprosto je, če bi pogledali politični model upravljanja države, kot ima Švica, do teh problemov ne bi prišlo. Hvala lepa. Kaj pa vprašanje še dodatno? Kaj pa menite o izjavi Mira Cerarja, da bo uveljavil pravno državo? Kakšno izjavo? Izjavo, da bo uveljavil pravno državo. Poglejte, gospod Miro Cerar očitno kot pravnik je pozabil na najbolj temeljno stvar, da pravne države ni brez demokratične države. In ker Slovenija ni demokratična država zaradi vrste sistematičnih, sistemskih in množičnih kršitev človekovih pravic na področju volilne zakonodaje, ker se enim omogoča, da povedo vse, drugim pa ničesar, in seveda zaradi tega, ker tudi volitve kot take niso odraz realnega stanja na področju ekonomije, pač pa zadolževanja. Zato menim, da je pravzaprav ta izjava, ki govori o tem, da se bi nadaljevala politika dosedanja, oziroma da ni napovedana pravzaprav nobenih konkretnih ukrepov gospodarske rasti, menim, da je to pač ponovno zavajanje in mislim, da je kriza še hujša pred nami, kot je danes. Pa ste vi za zastaranje kaznivih dejanj odtujevanja družbenega premoženja ali ne? Mislim, da je tudi znana slovenska izjava, da je dr. Bučar, prvi predsednik slovenskega parlamenta, zelo jasno povedal, da je bilo vse lastninjenje odraz nelegitimnosti in nelegalnosti, ker ni bilo soglasja ljudstva in zaradi tega tudi neustrezno upravljanje države. Tam ne govorimo o nadaljevanju zadolževanja, da ne govorimo o pokojninski jami, ki se je začela v času Drnovška in že znaša 1,5 milijarde vsako leto, kar je popolnoma nesprejemljivo. Hvala lepa. Hvala lepa. Lep dober večer. Hvala vsem, da ste prišli. Najprej bi se želel zahvaliti vsem volivkam in volivcem za izkazano podporo tudi naši stranki. Rezultat nam kaže, da v bistvu v Sloveniji
je tudi za našo stranko prostor v političnem prostoru, za naše ideje in za naše rešitve. Veseli smo, da smo lahko v bistvu izpeljali to eno lepo pozitivno kampanjo, kjer smo se tudi predstavili in v tem smislu tudi bomo delovali naprej konstruktivno. Tako da najlepša hvala vsem skupaj. Se vidimo. Še vprašanje, ne? Ja, Pirati imate samo programske in informacijske ponudbe oziroma spremembe ali prinašate spremembe še širše celotnega družbenega sektorja? Piratske stranke oziroma tudi piratske ideje izražajo eno zelo pomembno spremembo v političnem prostoru, to se pravi, mi nas smatramo kot sistemsko stranko in v tem smislu so spremembe tudi na nekih drugih področjih, ne samo v naših izpostavljenih core idejah. Hvala lepa. Hvala. Lep pozdrav najprej in seveda najprej zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so dali glas za zavezništvo Alenke Bratušek. Čestitke gospodu Miru Cerarju za zelo dober rezultat. Jaz bom rekla, da sem sama in tudi moji kolegi z rezultatom, ki smo ga naredili z mesec in pol staro stranko, zadovoljni. Predvsem smo pa zadovoljni in tudi sama sem zadovoljna s tem, da bom državo v upravljanje nekomu drugemu dala v bistveno boljšem stanju, kot sem jo pred enim letom dobila. Vsi podatki kažejo, da smo svoje delo v preteklem letu upravili odlično. Pravzaprav res ni makroekonomskega kazalca, ki ne bi o tem govoril. Zavedam pa se, da ljudje tega v tem trenutku še ne čutijo in da bo naslednja vlada morala, upam, po tej poti, ki smo jo mi začrtali v preteklem letu in je zelo uspešna, nadaljevati. Toliko na kratko. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj, smo Združena Levica in bi želeli v bistvu to priložnost izkoristiti, da se najprej zahvalimo vsem, ki so nas podpirali, vsem, ki so nam stali ob strani v teh težkih, napornih tednih in predvsem vsem, ki so nam danes izrazili izjemno podporo na volitvah. S tem je Slovenija Združena Levica, ki zdaj rezultati kažejo celo 7,7% podporo, se je Slovenija pridružila tistemu bloku držav, v katerih je ljudsko nezadovoljstvo z podivjanim kapitalizmom ustvarilo grško Sirizo, nemško Die Linke, španski Podemos in tudi v Sloveniji se končno prebuja ljudstvo, prebuja se politična sila, ki bo prekinila z neoliberalnim konsenzom, ki je zajel vse ostale stranke, ki se bo odločno zoperstavila interesom kapitala in se postavila na stran dela. Vseh tistih, ki moramo prodajati svojo delovno silo, da preživimo. Združena Levica je zato popolna novost v slovenskem političnem prostoru, je po 23 letih kapitalističnega enoumja socialistična sila, ki se bo uprla razlaščanju srednjega sloja in najrevnejših in ki se bo povezala z vsemi ostalimi podobnimi strankami in gibanji v Evropi in po svetu, da si izborimo boljšo, demokratično, ekološko, socialistično prihodnost. Dober večer. Tudi jaz se zahvaljujem vsem, ki so nam pomagali, ki so nam ob strani stali, da smo lahko naredili to, kar je Luka pred mano že povedal. Današnji dan je seveda
zelo pomemben za nas, predvsem pa sem prepričan pomemben tudi za Slovenijo. Za nas, ki smo izbrani, ki bomo izbrani v državni zbor, pa seveda to pomeni obveza, da to, kar smo obljubljali do zdaj, tudi izpolnimo. Stali bomo dosledno za vsemi našimi obljubami, za vsemi našimi zahtevami in naredili vse, da se bo slovenska politika spremenila iz koruptivne v razvojno politiko. Že takoj, ko bomo prišli v parlament, bomo začeli resno delati, resne zahteve in moje osebno prepričanje je, da bomo eno prvih stvari zahtevali poslansko preiskavo korupcije ob gradnji T6, korupcije, ki jo po eni strani že policija raziskuje in treba je tudi zelo natančno pogledati, kakšne so bile povezave doseganja politike in politikov z tem največjim slovenskim koruptivnim projektom. Hvala lepa. Pozdravljeni. Kaj naj še dodam na to, kar sta rekla kolega pred mano? Mogoče samo to, da se tudi v svojem imenu in v imenu svoje demokratične stranke Dela zahvaljujem za podporo, ki so nam jo volivci izkazali in nikakor je ne bomo izneverili. Združena levica je, kot veste, sestavljena iz 3 majhnih strank in 4. skupine, ki ni zanemarljiva, nas dela ravno ta skupina drugačna od drugih. To je skupina civilno-družbenih gibanj. Tukaj je kulturno-politično društvo Straža, Gibanje za pravično družbo in še nekatera druga gibanja in posamezniki, ki podpirajo naš program. Tukaj se je prvič zgodilo, da pravzaprav preko Združene levice civilna družba lahko vstopi v parlament. Čutimo veliko odgovornost do naših volivcev in nikakor jih ne bomo izneverili. Vztrajali bomo na našem programu, ki je socialističen, kar ne pomeni, da se ne bomo povezovali konstruktivno tudi z drugimi strankami, vendar samo, če bodo pristali na dele programa, ki so za nas vitalnega pomena. In to je boj proti davčnim oazam, boj proti korupciji, delavsko solastništvo in soupravljanje, plačna razmerja 1:5 in ekološki preboj. Tako da zahvaljujem se vam za besedo danes in od jutri naprej bo slovenska politika izgledala drugače. Verjamem, da mnogo bolj optimistično. Hvala. Dobro večer, še jaz pregovorim kot predstavnik oziroma koordinator te 4. skupine, ki je že v letih nas omenila. Skratka, mi smo civilna družba, ki je končno dobila pravo mesto. To pomeni, da bomo veliko bolj organizirani, kot so bodo zdaj civilne družbe, ki so bile razpršene, atomizirane in zato neučinkovite. Hkrati bomo pa kot civilna družba notranja kontrola. To pomeni, da bomo res zgled tega, kar imamo tudi v programu. To je neposredna demokracija in pač politična, ekonomska, avtentična demokracija. Tako da bomo mi na tak način tukaj prvič v zgodovini Slovenije spostavili širšo progresivno levičarsko platformo, kjer bo pač civilna družba končno dobila svoje enakopravno mesto kot 4. partner. Kot so pa že predhodniki omenili, naša ključna programska zadeva je torej demokratični ekološki socializem, ki pomeni, če na kratko enkrat povzamem, da bomo ustavili končno ta trend in spremenili svet in okolje v smislu, da ne bo več tega, da ima 1% v rokah 80 ali pa 90% vsega bogatstva. Do tega, vse to, kar to ni, to je potem kozmetične spremembe. Mi moramo to ključno zadevo spreminjati in v tej smeri se bomo trudili. Hvala. Mogoče kakšno vprašanje, komentar? Okay, če ne, bi se vam še enkrat v imenu celotne koalicije zahvalil in pa seveda vsem, ki so nas danes izjemno podprli na volitvah. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
Lep večerni pozdrav. Dovolite, da se z tega mesta zahvalim vsem volivkam in vsem volivcem, ki so oziroma ste prispevali svoj glas za Socialne demokrate. Vsak glas posebej nam mnogo pomeni. Dajem zagotovilo, da poslanke in poslanci Socialnih demokratov bodo v naslednjem 4-letnem obdobju z vsem svojim znanjem, energijo in dosedanjimi izkušnjami delali v korist predvsem človeka in s tem tudi v korist države. Človek bo imel in ima prednost pred kapitalom, pred finančnimi inštitucijami in tudi pred Evropsko komisijo. Socialni demokrati se zavedamo, da imamo po trenutnih rezultatih 6 poslank in poslancev, za vsakega posebej se zahvaljujemo. Ti ljudje, ki smo po trenutnih rezultatih uspeli priti v državni zbor, bomo delali dejansko za vso svojo vnemo za korist države Slovenije. To priložnost bi rad tudi izkoristil, da čestitam zmagovalcu tokratnih izrednih volitev, gospodu Miru Cerarju. Verjamem, da bo obljube, ki jih je dal v predvolilnem obdobju v korist te države, tudi uresničil. Čestitam tudi vsem ostalim poslankam in poslancem, ki so bili izvoljeni v državni zbor in se veselim skupnega dela v naslednjem 4-letnem obdobju. Seveda. Anže Božič Delo, kdaj bo kongres SD in ali boste kandidiral za predsednika? Hvala za vprašanje. Kongres Socialnih demokratov bo v skladu z statutom predvideno v 6 mesecih po državno-zborskih volitvah. Ali bom sam kandidiral ali pa ne, je povsem odvisno od razgovora z sodelavkami in sodelavci. Vendar kongres v vsakem primeru bo in kongres bo izvolil vodstvo, ki bo od takrat naprej volilo Socialne demokrate. Dovolite, Klavdija Razpelič, televizija Koper, vprašanje za Obalo, namreč dobili ste zelo slabe rezultate na Obali. Kako to komentirate? Predvsem komentiram z tem, da nas je tako volilno telo, kakor tudi posamezni deli znotraj Slovenije nas opozorili, da od nas pričakujejo še bolj trdo delo, še bolj trdo zavzemanje za pravice ljudi, ki v tem trenutku v državi zelo težko. Mi smo to sporočilo razumeli. Takoj po teh volitvah se začne zelo resno delo za našo mrežo po terenu. Naša mreža je prednost Socialnih demokratov. To mrežo bomo dodatno potrdili, dali bomo dodatno veljavo in se s tem začeli pripravljati na prihodnje volitve čez 4 leta. Dajemo pa tudi obljubo, da v naslednjem obdobju boste slišali nekaj manj besed in dosti več dejanj s strani Socialnih demokratov. Najlepša hvala in želim vam lep večer naprej. Vse lepo pozdravljam v imenu stranke Desus. Najprej bi se zahvalil volivkam in pa volivcem za izraženo zaupanje. Stranka Desus je to pot na državno-zborskih volitvah dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Stranka Desus šteje več kot 20 let, pravzaprav od samostojnosti Slovenije deluje stranka Desus in danes smo dosegli zgodovinski rezultat za našo stranko. Kot rečeno, najboljši rezultat na državno-zborskih volitvah. Letošnje leto je posebno uspešno za našo stranko, saj smo maja dobili prvič evropskega poslanca v Evropskem parlamentu. Sedaj smo dosegli ta izjemen rezultat in tudi pričakujemo v jeseni na lokalnih volitvah, da bomo ta rezultat ponovili. Stranka Desus je s trdim delom in pa tudi s pomočjo svojih članov, nas je skoraj 13 000, prispeval k temu, da smo dosegli zelo dober rezultat. Mi se bomo še naprej prizadevali, da bomo uresničili naš program. Če nas bodo želeli v vlado
ali v koalicijo. To pomeni, da bomo zahtevali, da tudi uresničujemo program stranke Desus, to pa je, da branimo še naprej socialno državo, javno zdravstvo, javno šolstvo in pa seveda starejše, upokojence, invalide. To so tiste družbene skupine, ki posebej so ogrožene v času gospodarske in finančne krize. Lahko povem, da mi bomo ustrajali, če bodo želeli, da sodelujemo v vladi, da v primeru gospodarske rasti, da je potrebno usklajevati pokojnine, ker vidimo, da pravzaprav realno padajo, tudi če jih ne nižamo. Glede na to, da vedno najdemo denar za dokapitalizacijo državnih bank, veste, da smo namenili 3 milijarde 500 milijonov evrov za dokapitalizacijo državnih bank, potem bomo tudi našli denar za zaslužen regres za naše upokojence. V stranki Desus nas ne zanimajo ministrska mesta, čeprav ne bomo nič proti imeli, če bomo imeli tudi ministre, ampak nas zanima, da v koalicijski pogodbi, če bomo jo podpisali, da zagotovimo boljše življenje za starejše. V stranki Desus smo tudi zadovoljni, da imamo močen gospodarski program, ki je omejen zlasti na podporo slovenskega izvoznega gospodarstva. Mi smo prepričani, da samo nova naročila prinašajo nova delovna mesta in če bomo v vladi, bomo delovali v tej smeri. Tako da še enkrat se zahvaljujem svojim kolegam, kolegicam v stranki Desus, ki so pomagali, da smo dosegli ta rezultat. 10 poslancev, drugo mesto oziroma tretje mesto, to se pravi bronasta medalja. Kadar naši športniki iz olimpijade prinesejo medaljo, tudi če je bronasta, se jo vsi veselimo, vendar želel bi povedati vsem, da mi se že pripravljamo za naslednjo olimpijado, kjer računamo najmanj na srebrno medaljo. Zelo sem tudi vesel in ponosen, da kljub temu, da smo sodelovali v vladi, smo izboljšali rezultat. Če pogledate ostale stranke, ki so bile del vlade, lahko ugotovite, da so izgubile na teh volitvah, da niso ponovile rezultata. Stranka Desus pa ne samo, da je ponovila rezultat, ampak bistveno ga je izboljšala. Mi bomo imeli, ko bo državni zbor potrdil vse mandate, za 100% več poslancev, kot smo jih imeli doslej. In to je zgodovinski rezultat. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem volivcem, volivkam, da so nam izrazili zaupanje in računam na njih na naslednji olimpijadi. Hvala lepa. Nova Slovenija, krščanski demokrati, se najprej zahvaljujemo vsem volivkam, volivcem, ki ste oddali svoj glas za Novo Slovenijo. Nova Slovenija je izboljšala volilni rezultat glede na prejšnje volitve, zato smo zadovoljni. Seveda smo želeli, da bi naš volilni program, ki prinaša najboljše odgovore za prihodnost Slovenije, lahko uresničevali v še večjo podporo. Želimo pa si, da bi bistvene točke tega programa lahko uresničevali, ne glede na to, ali smo v koaliciji ali v opoziciji, ker smo prepričani, da je program dober in prinaša prave odgovore za prihodnost Slovenije. Še kdo? Izvoljenih je 5 poslancev, 4 so danes tukaj, podpira nas tudi evropski poslanec, skupaj smo bili najboljša ekipa. Čestitam tudi zmagovalcu volitev, kakor tudi vsem ostalim strankam, ki so se uvrstile v državni zbor. Hvala. Dober večer.
vsem prisotnim. Dovolite, da tudi sam izrazim najprej iskreno zahvalo tistim, ki so nam dodelili žal med 100 in 200 glasov premalo, se pravi skoraj 4%, tako da je Slovenska ljudska stranka doživela na teh volitvah poraz. Mi smo izvoljeni v Parlament Republike Slovenije. Delali smo z resnim programom, z dobro ekipo, žal pa je očitno program, ki smo ga postavili, prepričal premalo ljudi. Danes imamo v Sloveniji novega predsednika vlade, očitno predsednika stranke, ki je zmagal na teh volitvah, zato iskrene čestitke za ta volilni rezultat. Želimo vse najboljše pri sestavljanju koalicije in pa pri iskanju modrih odločitev za Republiko Slovenijo. V Slovenski ljudski stranki se bomo od danes naprej resno in odgovorno pripravili na jesenski izziv, na lokalne volitve, na katerih je doslej Slovenska ljudska stranka z dobrimi župani, z realnim programom in pa z realnim delom dokazala, da je sposobna reševati ključne probleme na lokalnem nivoju, hkrati pa se sestane tudi vodstvo stranke, ki se dogovori o tem, v kakšni ekipi, v kakšni sestavi se bo od danes naprej Slovenska ljudska stranka tudi sama pripravljala za nove parlamentarne volitve, kadarkoli pač bodo. Sam kot predsednik stranke bom od jutri naprej tudi redno in pa odgovorno deloval v Evropskem parlamentu, v vsakem primeru pa za enako vnemo, kot sem teh 26 let doslej delal za Slovensko ljudsko stranko, bom delal tudi v bodoče. Kongres Slovenske ljudske stranke pa bo odločil o tem, kdo bo vodil v bodoče. Toliko z moje strani. Gospod Bogovič, kdaj točno bo ta kongres, boste vi ponovno kandidirali za predsednika in pa še eno vprašanje za vas direktno, koliko ste vi sokriv za ta slab rezultat, kot mu pravite, glede na to, da ste kandidirali v Ljubljanskem za SLS, očitno neizvoljivem okraju? Kot predsednik stranke zagotovo moram prevzeti odgovornost za to, da je stranka izpadla iz parlamenta. Zato ne bom kandidiral za naslednjem kongresu za predsednika stranke. Kar se tiče okraja, v kateri sem doslej kandidiral, to je v okraju Krškem, smo imeli odlično kandidatko, podžupanjo gospo Ano Nušo Somrak, ki je, mislim, da dosegla tudi najboljši rezultat od vseh kandidatov Slovenske ljudske stranke, tako da v tistem okraju, v katerem sem sam nastopil, smo dosegli odlični rezultat. Žal pa, kot je bilo več kot očitno, pa z nastopom v ljubljanskih okrajih nisem uspel prepričati dovolj Ljubljančank in Ljubljančanov, da bi dobil tam več glasov. Ni še nobenega datuma kongresa, počakali bomo še najprej preštetje glasov iz tujine, zagotovo pa se v tem tednu, ki je pred nami, odločili za nadaljnje korake. Hvala lepa. Dober večer. Spoštovane državljanke in državljani, predstavniki domačih in tujih medijev, vsi ostali, ki nas zdaj spremljate, gledate in poslušate. Najprej se želim vsem našim državljankam in državljanom zahvaliti, da so danes prišli na volitve, podali svoj glas, torej vsem tistim, ki so to storili. In še posebej se najlepše zahvaljujem vsem tistim, ki so glas naklonili naši stranki. Posebna zahvala pa gre seveda tudi vsem našim članom stranke, našim simpatizerjem, vsem tistim, ki so v teh dneh veliko delali, se močno trudili za ta uspeh, ki ga zdaj izkazujejo ti rezultati. Veselimo, da ste volivci v tolikšni meri prepoznali, da Slovenija potrebuje spremembo. Da potrebuje spremembo politične kulture, tisto, ki jo prinašamo tudi naša stranka, ki si želi, da v politiki ne bi bilo več razdora, razkola in da bi se politika posvetila temu,
čemer se v resnici mora državljanom, državljankam, naši sedanjosti in prihodnosti, da bi uspela v ključnih točkah sodelovati, v ostalih pa ohraniti, torej tam, kjer ni enotnosti, pa ohraniti strpnost tudi do razlik. Slovenija ne potrebuje več političnih bojev. Zaradi teh nenehnih bojev, zaradi teh nenehnih spopadov smo tudi tu, kjer danes smo. Zato vidimo, da potrebujemo nekaj drugega. Potrebujemo preobrazbo. Ta preobrazba mora biti odločna, vrniti nas mora k tistim vrednotam, ki so za nas ključnega pomena, kot so družbena odgovornost, spoštovanje človeka, spoštovanje njegovega dela ter zavračanje nepoštenja. Naša usmeritev, tako v vladi kot nasploh, bo ohranjati in razvijati dobro, kajti Slovenci smo doslej ustvarili veliko dobrega, in hkrati popravljati napake, nadgrajevati tam zadeve, kjer nam gre slabo, kjer smo lahko boljši. In tu je pred nami veliko izzivov. Slovenci smo že dokazali, in to večkrat, da zmoremo storiti tudi take zadeve, ki se zdijo na prvi pogled nemogoče, če res složno stopimo skupaj, če smo povezani, odločni in modri. In zdaj je spet čas, da dokažemo, da torej stopimo skupaj in dokažemo, da znamo našim otrokom ponuditi tudi boljše zglede in svetlejše obete za prihodnost. Slovenija mora ostati kredibilna in v svet odprta država. Postati mora dober gospodar, tako na področju javnih financ in pri razvijanju učinkovite javne uprave, kot tudi pri spodbujanju gospodarstva in zagotavljanju socialne države. Hkrati pa mora enako spoštovati in skrbeti za vsa ostala področja družbenega življenja, za zdravje, za kulturo, za šolstvo, znanost, šport in vsa druga področja. Slovenija mora ostati zavezana vsem svojim ustavnim vrednotam in v tem pogledu še posebej načelu pravne države. Samo spoštovanje tega načela bo omogočilo izboljšanje stanja tudi na vseh drugih področjih. Samo če bomo spoštovali pravno državo, ne bo več bančnih lukenj, ne bo več davčne in plačilne nediscipline in postopki na sodiščih bodo učinkovitejši, hitrejši in omogočali gospodarstvu in državljanom, da bodo hitreje prišli do svojih pravic. Seveda bo Slovenija ostala kredibilna članica Evropske unije in vseh ostalih mednarodnih integracij. Pri tem je pomembno, da kot članica Evropske unije sledi temeljnim vrednotam in usmeritvam Evropske unije, ter da pri tem seveda spoštuje in upošteva tudi priporočila Evropske unije za sprejem vseh nadaljnjih ukrepov in reform za izhod iz finančne, ekonomske in socialne krize. Bo pa Slovenija v okviru teh priporočil kot država tudi sama iskala tiste poti, ki bodo najustreznejše za dosego teh temeljnih ciljev. Naša stranka si bo po vseh močeh prizadevala za učinkovito in človeku namenjeno delovanje države. V stranki imamo veliko kvalitetnih in Sloveniji predanih ljudi. Prepričani pa smo tudi, da se nam bodo v vladi pridružili tudi drugi takšni, ki bodo z nami in vami, spoštovane državljanke in državljani, našli pot iz krize. Zdaj pa bi za konec dejal, da vam želim, da si, kolikor morate, privoščite še preostanek dopusta, da mogoče danes pogledate, če vas to veseli, in upam, da bo tega tudi kar nekaj še finalno tekmo v nogometu. Mi pa se bomo preudarno in temeljito lotili priprav na sestavo vlade. Kajti naša dolžnost, spoštovane državljanke in državljani, je, da vam povrnemo zaupanje v državo
In to bomo tudi storili. Hvala lepa. Hvala. Thank you.